Pozdravljeni, z vami sem Minka Gatar in danes bomo imeli posebno čiščenje. Veste, kaj sem včeraj naredila? Bila je nedelja, otroke sem vprašala, če bi kera kam šla in so rekle ne. In razmišljam, kaj bi jaz. In sem šla na kolo in sem odkolesarila v Ljubljano in sem prvič šla, zadaj šla sem poiskat, kje je kip Črne Marije v frančiškanski cerkvi. Seveda nisem šla v kolesarski opremi noter, sem si dala v ruzak eno dolgo obleko, da sem si čez kolesarsko opremo potem dala dolgo obleko, v glavnem in sem najdla oltar Črne Marije v frančiškanski cerkvi. O tej zgodbi Črne Marije sem pisala v knjigi Ko imajo duše žur, in sicer Črno Marijo sem prvič srečala leta nazaj, ko sem bila v Barceloni in nekako me je klicalo na hrib Montserrat. Zgodbe nisem poznala, dejansko samo vedela sem, da to je hrib, kamor je treba iti. In tam je cerkev oziroma samostan in v tem samostanu je kip Črne Marije. Zgodba tega kipa je zanimiva. Dejstvo je, da so kip Črne Marije našli pastirji v teh votlinah. Zdaj ne vem, tisti, ki ste bili na Montserratu, veste, da ta planina ali pa te planine izgledajo tako kot prsti, kot bi se morsko dno dvignilo gor in tudi dejansko na vrh so školjke. In pastirji, ki so pasli ovce, to je bilo leta 888, upam, da sem si prav zapomnila, in v glavnem v eni od votlin se je vsako soboto slišalo angelsko petje in nenavadna luč. No, in ko so potem pastirji šli raziskat to območje, so tam našli majhen kipec Marije z Jezusom in so potem to sporočili tudi cerkvenim oblastem in so večkrat poskušali ta kipec odnesti v dolino in vedno je postal pretežek in tako so vzeli neko znamenje, da je čas, da to ostane na hribu, in zato so tam postavili potem kapelo in kasneje je tam so zgradili samostan. No, to je bilo prvič moje srečanje s Črno Marijo, ampak niti nisem imela neke zgodbe, da bi poznala, zakaj, kakšne energije so v teh cerkvah. Prav Črna Marija, tukaj to mi je pa gospod Jože Munih povedal več o tem. Dejstvo je, da tam, kjer je oltar Črne Marije, in v Sloveniji je vsaj 7 cerkva, ki jih krasi kip Črne Marije oziroma podoba Črne Marije. In to je ponavadi pri stranskih oltarjih in najmočnejša energija je tik ob oltarju in tam, kot pravi Jože Munih, so energije za čiščenje najbolj temnih energij. No, in zdaj grem nazaj na to mojo zgodbo. Včeraj pač grem poiskat ta kip, oltar Črne Marije. Ko pridem tja, sem se sezula, ampak vam povem, da je res neverjetna energija. Tako, takrat, ko človek išče pomoč, veste, pa bi človek mogoče mislil, saj Minka, pa nima nobene stvari za predelati. Ampak dejansko očitno moja duša želi prečistiti čisto vse. Ne želi sabo nesti nič nobenih kod podzavestnih. Glejte, v teh knjigah o Saint-Germainu, vijoličnem žarku, sem prebrala, da cilj zemeljskega potovanja je, da razčistimo pa prečistimo 51% svoje karme. Ampak očitno v zadnjih letih, ko se meni odpirajo nekako poznanstva z ljudmi iz preteklih življenj, veste, enostavno me povleče do ljudi in se razrešujejo zastale energije. In očitno je točno to prav. In te zastale energije, recimo zdaj, kar ta trenutek predelujem, je še predelovanje ženske energije po liniji babic, tudi ženske energije po liniji mam.
Prišla sem do zaključka, da v mnogih življenjih sem bila nezaželen otrok. V mnogih življenjih enostavno, veste, ta nezaželenost se potem tako močno zakodira na dušo, da potem iščeš odnose, kjer se dejansko počutiš nezaželenega. Veste, in če imate vi to kodo, pomeni, da je čas, da jo počistite. Zdaj pa kako veste, da imate za počistiti določene take težke energije? Če vas noge bolijo, če vas mogoče, če vam uteka limfa, ženske, ki imate celulit, ki vas mogoče leva stran bolj boli kot desna, pomeni, da imate po ženski liniji za predelati. Če vas mogoče boli levo koleno, pod kolenom, kjer je v bistvu prav za limfo, kjer so v bistvu najbolj zastale energije tam noter, gleženj, lev, to pomeni, da predelujete žensko linijo. No, če vas pa bolijo po desni strani, imate pa moško linijo za predelati. Recimo, kdor ima krčne žile, in vemo, da mnogi ljudje imajo težave s krčnimi žilami, to pomeni, da v vašem življenju je premalo radosti, da ste pobrali program vaših prednikov, pa seveda tudi svoje ste prinesli v to življenje in mislite, da delo osvobaja. Ampak mogoče delo ne osvobaja, ampak radost osvobaja. Zdaj tisto, če pa delaš radostno delo in da si delaš tisto, kar delaš s tisto strastjo, glejte, to pa res osvobaja. To pa res osvobaja. Čas je, da dejansko vsak pri sebi počisti. No in zdaj pojmo na to božansko mater. Božanska mater, glejte, Marija, kot božanska mater, tukaj v Sloveniji nosi res neverjetno energijo. Vemo, da je ogromno, ali pa še vedno najbolj pogosto ime je Marija. Vemo, da je ogromno cerkva posvečenih Materi Božji. Recimo, vemo, da na Brezjah ob Marijinem oltarju je neverjetna energija čiščenja. Črne Marije, kot je recimo tukaj v frančiškanski cerkvi v Ljubljani, ravno tako neverjetna energija čiščenja. Naj vam povem še eno zgodbo. Koliko časa je zdaj to? Mislim, da je 2 leti nazaj. Ali je bilo to pred korono? Pred korono. No ja, se ni pomembno, je to leto ali pa 2 leti nazaj, v glavnem 2 leti nazaj, me je poklicalo, da sem organizirala in smo šli v Medžugorje. In ko smo bili tam, je bila z nami ena gospa, njen mož je umrl in ona je samo jokala. In v bistvu s to gospo sem potem šla na Križevec in pri vsaki postaji, se niti ne vem, kaj sem ji govorila, to, kar je šlo skozi mene. In tako je bilo neverjetno, ko prideva do zadnjega ovinka, tam gor na vrh, tisti, ki ste bili, kjer je križ na vrh hriba, ko prideva tam gor, se zgodi neka posebna svetloba. Enostavno zgodila se je. In tisti trenutek, jaz vzamem telefon in samo slikam. In ko greva tam gor, prideva skozi tisto svetlobo, ta gospa je bila tako, kot bi nekaj odvrgla, in te ljudje, ki so bili z mano na tem avtobusu, so me vprašali, kaj sem naredila s to gospo. Sem rekla, nič, samo z njo sem hodila. In ona se je tam naprej enostavno smejala. Enostavno nekaj se je zgodilo. In ko sem potem pogledala slike, veste, kaj se je zgodilo? Tista svetloba, ki je bila, je tako neverjetna svetloba, iz oblaka ven gre takole krogla svetloba in na vrh je še en krogec in na vrh je križec. Jaz sem prepričana, da ta gospa je šla skozi blagoslov Matere Božje. Tudi jaz ne nazadnje. Jaz verjamem v energije, verjamem v pomoč, verjamem v svetle sile. V nebovzeti mojstri in mojstrice so tiste, na katere se lahko vedno obrnemo. Takrat, ko nam mogoče noben človek ne more pomagati,
nam lahko pomagajo svetlobna bitja, nam lahko pomagajo angeli nad angeli. Glejte, v tej knjigici Vodstvo bogin, Marija, Mati Božja, pričakujte čudeže, verujte, da so bile vaše molitve uslišane. In zdaj tukaj noter piše, sporočilo Marije, Matere Božje. Vera osvetljuje vašo pot. Brez vere je prihodnost videti zelo zastrašujoča. Zato je nadvse pomembno, da sprejmete vsakršen ukrep, ki je potreben, da bodo vaše misli in srce ostali napolnjeni z vero. Prosim, ne obupajte nad seboj ali drugimi. Naj v vaši duši gori sveča vere, saj lahko že en mali plamen upanja izkorenini temo obupa. Bodite luč, ki drugim osvetli mračen brezup. Kajti s tem, ko drugi zaradi vas postanejo močnejši, se ne krepite samo vi sami, ampak ves svet. Znebite se mučnih misli, ohranite svoje misli pozitivne, opazite in sledite vsakršnemu božanskemu vodstvu, ki ga boste prejeli. Molite, lotite se zdravljenja. Glejte, Mati Marija vam bo vedno pomagala. Zdaj pa zanimivo je, včeraj, ko sem se peljala s kolesom, mi nekako pade v oči, na začetku Šentvida je puščica Jakobova pot. No, tudi tukaj v Škofji Loki hodim po Jakobovi poti. Tukaj v Hosti, kjer živim, pogosto grem v Puštalj in tam je ta znak Camino, Jakobova pot. In potem vodi čez Hudičevo brv po Usrani Gazi na zgornji plac do Jakobove cerkve. In tam je spet školjka. V glavnem, to je slovenski Camino. Začne se v Jakobi, oziroma pri Jakobovi cerkvi v Ljubljani, da boste lažje vedeli, kje je to. To je tam, kjer greš skozi tunel pod gradom in takoj, ko prideš iz tunela ven, je na desni strani ena cerkev. No, tam je Jakobova cerkev, tam se začne. In to je, ne vem, kako se imenuje, Višnjegorska Jakobova pot. V glavnem gre čez Škofjo Loko, potem pa preko Kranja na Brezje in konča se na Višarjah, se konča in tam je v bistvu tudi Marijin kip oziroma Marijina podoba, ki drži takole plašč in pod tem plaščem svoje otroke. Kaj naj vam rečem? Glejte, prosite in vam bo dano. Trkajte in se bo odprlo. Bodite obkroženi s svojo rešitvijo. Zaupajte. Prosite nadangela Rafaela, zato ker nadangel Rafael dela skupaj z Marijo. One dva zdravta. Zdravta tisto, kar je po božanskem načrtu pravilno, da je, ali pa kar je prav, da se ozdravi. Če boste obkroženi s svojim odgovorom, če molite za zdravje, bodite obkroženi z zdravjem in se bo zgodilo. Če prosite za blaginjo, bodite obkroženi z blaginjo in se bo zgodila. Če prosite za višje zavedanje, se bo zgodilo. Vse to, kar potrebujete, bo prišlo v vaše življenje. Ampak bodite obkroženi z odgovorom, ne s težavami. Dokler boste vi razmišljali samo o težavah, boste to povečevali. Zato bodite obkroženi s svojim odgovorom. Boste videli, jaz verjamem v čudeže. Res verjamem v čudeže. Verjamem v to, da vsako najbolj temno zadevo lahko posije žarek Božjega. Res verjamem. In ta trenutek, veste, to, kar izrečemo, se zgodi. To, kar izrečemo, se zgodi. Zadnjič sem govorila s prijateljico in je rekla, da doma jo imajo za nevidno. In kaj se je zgodilo?
dejansko na enem srečanju, ki bo, je zbolela, zaradi tega, da enostavno bo tam nevidna. Zato, ker vse to, kar izrečemo, se zgodi. Potem damo mogoče svojim dragim priložnost, da okusijo, kako je takrat, ko nas ni mogoče. In takrat pride bolezen, glejte. Bolezen je blagoslov, vedno. Bolezen vedno nosi sporočilo. Ni to, da se valjamo v tej svoji bolezni, pa imam težave, pa težave. To je sporočilo. Dajte vprašati. Bolezen, kaj me učiš? Bolezen, ali pa težava, ali pa bolečina, kaj je tvoje sporočilo? Imate težave s ščitnico? Kaj je sporočilo ščitnice? Saj boste v trenutku dobili odgovor. Začni govoriti. Da se izražaj. Nehaj toč po sebi in po drugih, ampak izražaj svojo resnico. Ne jezo. Če imate težave, ne vem, z migrenami, kaj vam govori migrena? A? Mogoče vam govori, da je čas, da se začnete zavedati svoje spolnosti. Pa ne samo to, da jo sprejmete in da začnete uživati, ker ta kundalini energija, ki pride do možganov, pomeni, da imate to energijo blokirano in da v bistvu glava vas hoče usmeriti, ampak problem je druge, je v spodaj, ker energija ne gre naprej. Imate težave z bolečimi nogami, pejte čistiti boleče spomine. Izražajte, povejte resnico. Koga se bojite, da boste prizadeli svojo resnico? Kdo mislite, da ne bo prenesel vaše resnice? A? Zadnjič sem govorila z eno gospo in je rekla, a naj to povem mami. Rekla, to bi jo ubil. Sem rekla, ta resnica pa tebe lahko ubija. A? Se pravi, zate je v redu. In za tistega, ki je mogoče odgovoren za to, njemu pa ne smeš povedati svoje resnice. In takoj naslednji stavek je bil, kaj pa, če to ni res? Celo življenje ima občutek, da je zlorabljena. Kaj pa, če to ni res? Se rekla, lej, zaupaj. Če ne bi bila to resnica, ti ne bi imela te misli. Mi imamo v sebi te občutke, veste, v sebi, veš, recimo, da te mož vara. Pa rečeš, veš, imam občutek, da me varaš, imam kar naprej vnetja. Ne, a se ti meša. In potlačiš. In na to mogoče rečeš sama sebi, kako sem pa jaz nesramna, pa se ja toliko dober. Ampak še vedno, ne bom povedala tako, kaj mislim, ampak, a povem, mi z otroci se hecamo, ne uporabljamo besedo pi naprej, ampak rečemo ptička, piška, tvoja piška ve. Tako, v glavnem, in če imaš kar naprej vnetja, tvoje piške, mogoče pa tvoja piška ve. V glavnem, se smešen, ampak po drugi strani pa žalostna, ne? In glejte, jaz vem, ko sem imela jaz kar naprej težave z mojo piško in je moja ginekologinja rekla, a imate težave? Takrat nisem razumela, ja, težave smo imeli. Tam se lahko temu smejem, takrat, ko sem bila v godlji vsega tega, no rekla, ne, težave imamo zato, ker imamo vnetja, ampak ne, vnetja sem imela zato, ker smo imeli težave in nisem želela videti resnice. Veste, mogoče vaša piška želi kaj povedati. Imate mogoče raka, pa že močno žvižga tale vaša piška. Se vam opravičujem, ampak res mi je smešen, danes lahko o tem govorim. Veste, včasih mi kakšna ženska reče, tam spodaj, niti izgovoriti ne more, a ne? Maternica, ustje maternice. Ampak samo tam spodaj imam težave. Tam spodaj je mogoče temelj tvoje ženskosti in bi bil čas, da začneš govoriti. To je ženska energija.
To je ženska moč. Ne nazadnje, lejte, danes govorimo o Materi Mariji, devica. Cerkev poveličuje devico in ženska, Marija Magdalena, ona je pa grešnica, prešuštnica, tista, ki jo je treba kamenjati. Ženska je v bistvu zaradi svoje spolnosti označena, da ni dobra, da je zaznamovana. V eni stari knjigi sem prebrala to iz leta 1887, da mnogo otrok je v tistem času umrlo, ker so se ženske sramovale tega, da dojijo. Pomislite, kako močno je zaznamovala cerkev žensko, da so tako močno sramovale svojega telesa, da niti dojile niso otroka. Pomislite. In ta spomin je še vedno v nas, v ženskah. In tiste, ki se še vedno sramujete svojega telesa, tiste, ki rečete tam spodaj, ki ne morete niti reči maternica, ustje maternice, niti ne morete reči ščegetavček, tiste imate veliko še za počistiti. Tiste, ki se ne upate sebe dotikati, zato ker se to ne spodobi. Halo, vse je vaše telo, vse, vsak delček. Noben delček ni bolj svet, vse je vaše. Vse je vaše. In tega se moramo zavedati, gledajte, telo je svetišče, ni smetišče. In zato, ker se imam rada, dovoljujem, da posegam po zdravi hrani in po zdravih odnosih. In vse tisto, kar paca moje telo, lahko brez slabe vesti rečem, dovolj, tega jaz ne potrebujem. Vsi tisti odnosi, ki sipajo strup v vaša ušesa, to ni ljubezen. Vidite, to ni ljubezen. Po njih delih jih boste spoznali. Samo to poglejte. In tisti, ki sipa strup okrog vas, v vas, to ni ljubezen. Pač tako je. Danes je zanimiv video postal, ne da? Pejmo, še eno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo. Danes čutila sem, da moram tole deliti z vami, tale moj kamino. Danes sem šla hoditi in sem šla prav tale Jakobovo pot, do Jakoba pa nazaj, tukaj v Škofji Loki, včeraj skoraj do Jakobove cerkve v Ljubljani. Tudi v redu. Se pravi, imam en poseben postopek čiščenja. Tako je. Pride v življenju čas, ko je enostavno treba določene stvari počistiti. In prav je tako. No, da vidimo. Resnica. Jaz sem popolna. Dovoljujem si, da vidim jasno in da vidim resnico. Resnica je prišla. Glejte, vse se steka v eno točko resnice. Vse gre do resnice. To je karta 9. 9, to je Božji glas. Bog, boginja v meni pozna vse odgovore. Dobivam popoln odgovor. Modrost je v meni. Vse moje odločitve in vsa moja dejanja so pravilna. Moj duh je miren. Hodim v svetlobi vere in samozavesti. Zaupam procesu življenja. In še ena Ošotova karta, vidimo, boginje predelujemo, Mater Božjo, žensko energijo. Da vidimo sporočilo, preboj. To je to, okovi. Vse tisto, kar ne rabite, gre stran. Rušte. Okovi grejo stran. Čas je za novo energijo. Čas je za drugačno življenje. Čas je. Prav čas je. Tako da, dovoljte, da boginja v vas zažari. Tudi moški svet. Lejte, moramo se uravnotežiti na ženski in moški pol, ki ga imamo vsi v sebi. In dajte ta del uravnovesti, zato ker ko bomo mi v sebi popolnoma uravnovešeni, se bo svet začel izboljševati. Tako je.
Vsak pometa samo pred svojim pragom. Tako da uživajte in vse dobro vam želim. Delajte drobne korake za sebe in potem bo stvarstvo vas nagradilo z vsem dobrim. Zaupajte.